Dober dan, lepo pozdravljeni na predstavitvi Slovenske matice. Danes predstavljamo novi zvezek v okviru zbirke Vezana beseda, ki smo jo oživili pred nekaj leti. Matica je že kar nekaj časa izdajala dramska besedila, potem je to nekako zastalo, zdaj pa že nekaj let ponovno izhajajo v okviru zbirke Vezane besede prevodi največjih dramskih ustvarjalcev 20. in preteklih stoletij. Danes imamo prav posebno priložnost. Z nami je Molière, ki se bo najprej v živo predstavil s pomočjo študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Dovolite pa mi, da predtem še pozdravim današnja gosta te predstavitve. To sta Aleš Berger, prevajalec, dobitnik Prešernove nagrade za svoja prevodna dela, in pa, ki je prevedel seveda tudi ta tri dramska besedila, ki jih imamo danes, Šolo za žene, kritiko šole za žene in improvizacijo v Versaillesu. In profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, ugledni režiser Janez Pipan, ki je prispeval k knjigi zelo obširno in seveda zelo utemeljeno spremno besedo. Zdaj pa naj spregovori Molière. Z nami so, kot sem že omenila, študenti 4. letnika Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Nika Manevski, Svit Stefanija in Matevž Sluga. Izvolite. Prija, malo promenade. Da, res. Lep dan. Zelo. Tu vse po starem? Ne, Mucika je umrla. Žalostno, seveda. A vsakomur je kdaj umreti treba. Je deževalo, ko sem hodil po opravkih? Ne, ni. Kaj dolg čas? Nikdar se ne dolgočasim. Kaj ste počeli v teh 9 dnevih? 6 srajc sešila, 7 nočnih čepic. Življenje je draga, čudna je zadeva. Povsod ujame kakšna nas kleveta. Ko bil sem z doma, pravijo sosedi, se tukaj motal je mladenič. In vi prijazno ste se z njim menili. Seveda, to hodobni so jeziki in stavil bi, da so lagali. Zgubili boste, ne pojdite staviti. Je torej res, da neki pop neznani... Popolnoma. Se skoraj ni iz hiše ganil. Pomirja tole njeno me priznanje. Tako nedolžno, da mu kar verjamem. Ampak, Agneza, če se prav spominjam, vam nisem odobril nobenega obiska. Dejali boste, ko razkrijem vam ozadje, da se ne bi odzvali nič drugače. Mogoče. Zdaj povejte, kaj se je zgodilo. Bilo je nenavadno, več kot osupljivo. Šivala na balkonu sem, da vdihnem zraka, ko spodaj je mladenič Eden prikorakal in se, ko sva se srečala s pogledom, poklonil ljudno, brez besede nemo. Želeč pokazati, da vem, kaj je olika, sem se enako zadržano poklonila. Na lepem on še enkrat se pokloni in jaz ozdravim z gibom v takojci. Še tretjič zdaj se rahlo upogibne in vrnem z isto merom olike. Odide, hodi gori doli in zmeraj bolj globoko se pokloni. Jaz pa strmim znad svojega šivanja in tudi se mu vsakokrat poklanjam. In če se ne bi kmalu zvečerilo, bi klanjala se še naprej mrljivo. Bojec se, da sicer me doleti očitek, da nič ne vem, kaj so manire. Prav dobro. Drugi dan
pred našimi se vrati prikaže starka in mi tole pravi. Otrok moj, Bog vas blagoslovi in vas ohrani v zdravju in lepoti. A ni najvišji vas zato obdaril s čari, da bi z njimi drugemu bi škodovali? In vedite, presilno ste ranili srce nekomu, da je v strašni stiski. Ti coprnica, babi strup hudičev. Ranila, jaz? Začudeno zakličem. Da, reče, vi zadali rano ste globoko gospodu, ki je hodil pod balkonom. Kako je to mogoče, vprašam starko. Sem po nesreči kaj spustila mu na glavo? Ne, vaše očke so nezgode krive. S pogledi hudo so mu naredile. S pogledi? Zdi se mi neznansko čudno. Naj bi nekomu prizadela hudo. Da, pravi. Kaj ne veste, milostljiva, da v vaših očkah strup se skriva? Od njega v božec gine. Skoprnel bo in če ne odrečete pomoč mu rešnjo, še nadaljuje starka dobrotljiva, ga vsak čas sprejme vase božja njiva. Ojej, osupnem, a povej mi, duša blaga, kako in s čim mu sploh lahko pomagam? Le videti vas, z vami pokramljati želi si, da se rana mu pozdravi. Saj vaše očke so zdravilo, doda, ki ga odreši pred poginom. Odahnem si, če pa tako je, naj me obišče, kolikokrat hoče. Ja, saj, to prota stare vešče. Pa kov naj ti poplača tvoje spletke? Tako prišel je in si čisto opomogel. Ne boste rekli, da ravnala sem narobe? Saj ne prenesla bi nikdar zavesti, da sem pustila koga umreti. Jaz, ki do vseh sem tolikan sočutna in z jok sem se čeputkami umrčka. Nedolžna duša v teh besedah se razkriva. Samo odsotnost moja neprevidna je vsega kriva, ker jo brez zaščite pustila je z vijačnim zapeljivcem. Da le faloci ni preveč zagnano, da ja vrcni na svojo žgočo rano. A gotornjate, čeprav sliši nekaj v brado? Sem kje napravila napako? Ne, niste. Kaj se potle je zgodilo? Kaj mladi mož počel je med obiskom? Navdušen je bil in vsa bolečina ga v pogledu name je minila. In lično skrinico mi je podaril. Petrucu in Žoržeti dal denarja. Gotovo bi se tudi vam prikupil. Ja. Kaj je delal, ko bila sta sama skupaj? Da ljubi me, mi večkrat je prisegal in mi govoril najprijaznejše besede. Stvari, ki jih pod soncem ni enakih, da ko jih slišim, me tu noter vsakič tako mehko in nežno požgeče, da omedlevam od neznanske sreče. Pa če to ni grozno, da najhujše muke preživljajo tisti, ki sprašuje. Bil zadovoljen le s prijazno besedo? Ali pridal je še kakšno nežnost? Pa koliko? Vzel mojo je roko med dlani in obsipaval jo s poljubani. Pa vam je še kaj vzel, Agneza? Ja. Kaj? Vzel mi... No? Ja, vzel... Povejte. Jeza vas popade, ko slišite priznanje. Ma ne. O, pač. Če rečem ne. Besedo dajte. Naj bo prisežem. Vzel mi je... Zbesneli boste. Ne bom. Vam rečem. Zdaj mi je zadosti. Kaj vam je vzel? Vzel mi... Muke strašne. Vzel mi je trak. Darilce vaše. Branila sama je bil premočan. Naj bo za trak. A zvedeti še hočem, če res pri roki je s poljubi nehal. Kako? Se to še kje druge počenja? Seveda ne. Ampak za svojo bolečino morda zaželel si še drugo je zdravilo? Ne, ni. A če bi terjala bolezen, bi vse storila, da mu le odleže. Hvala lepa. Hvala lepa za ta odlomek. Seveda si zaslužijo aplavz naši študenti. Absoluten aplavz pa po tem, kar smo slišali, velja tudi prevajalcu.
za sočnost jezika, prevajalsko spretnost, besedno virtuoznost, o kateri pri vas, Aleš Berger, nikoli ne dvomimo. Pravzaprav ste te drame, pravzaprav Šolo za žene, prevedli že za gledališko uprizoritev v ljubljanski Drami. Medtem ko ste kritiko Šole za žene in improvizacijo v Versaju dodali k temu prevodu, ki je, naj poudarim, zakaj Homer letos, tudi nek poklon ob 400-letnici Molièrovega rojstva. Kako vidite to razliko med prevajanjem za neposredno gledališko uprizoritev in zdaj, ko ste drame pripravili za knjižno izdajo? Hvala za vabilo, hvala za obisk. Drži, ja, da je pravzaprav Slovenska matica, se mi zdi, edina od slovenskih institucij, bodi si gledališča, bodi si založb, ki se je letos spomnila na 400-letnico rojstva Žana Baptista Poklena Molièra, ki jo drugod po Evropi, kot se mi zdi, obeležujejo bolj poudarjeno in bolj spoštljivo. Ta knjiga je pa res nastala po dogovoru in naročilu Slovensko matico in tudi ali pa predvsem na pobudo in koordinacijo kolega in prijatelja Janeza Pipana. Janez Pipan je bil že tisti, ki mi je na prelomu tisočletja zapovrstjo naročil 3 verzne prevode Molièrovih iger. Začeli smo z Ljudomrznikom in ker se je prevod kolikor toliko posrečil, smo nadaljevali s Šolo za žene in potem končali s Tartifom. In moram reči, vse predstave so bile med boljšimi ljubljanske Drame in doživele veliko uspehov, gostovanj in nagrad. Če smem povedati, prevajalec redko ima priložnost govoriti o svojem delu, bi rekel, da tukaj je bila ena majhna razlika v prevajanju Molièrovega Aleksandrinca ta, da sem se jaz odločil to prevajati v Jampski enajsterec, nam poznan recimo iz Prešernovih sonetov, in da sem strogo rimo, klasicistično, nadomestil z asonanco, to se pravi s samoglasniškim stikom, ki dela jezik veliko bolj prožen, veliko več omogoča zvočnih kombinacij, ker je slovenščina tako bogata pri sklanjatvi in spregatvah. In moram se pohvaliti, da so tudi vsi 3 prevodi pri igralcih, ki so najbolj občutljivi senzor za govorjeni jezik, naleteli na dober odziv in na dobro interpretacijo. Tu pa, kot rečeno, na pobudo Janeza Pipana sta pridani še 2 igri, ki se organsko navezujeta na Šolo za žene, o čemer bo več povedal Janez, in ki sta napisani v prozi. Seveda, tukaj je bila razlika, ko ste vprašali, bistvena, prevajati verz ali prozo, to sta, eno je sprehod na en lažji griček, eno je pa Triglavska stena, recimo, v Pogorju. Medtem ko moj sam pristop, če ste vprašali, pa ni tako različen. Jaz naj prevajam prozo ali igre v verzih, zmeraj se trudim, da mi v ušesih nekako zveni, zmeraj izmislijo tudi na govorljivost, ne na pogovornost, ampak na govorljivost jezika, tako da tukaj bistvene razlike ni. In moram reči, da kritika Šola za žene je čez zabavna, tezna polemika s kritiki in neka, bi rekel, igralčeva, komediografova tudi
izpoved. Užival sem pa pri improvizaciji v Versailles, ki je res izredno nenavadna igra, o tem tudi pisec spremne besede piše, ki postavlja na oder Moliera kot samega sebe, Moliera kot igralca in v svoji igri. Se pravi, tukaj je gledališče v gledališču tako rekoč na kvadrat. To je fenomen in zelo bi se želel to videti, kdaj, kje, kmalu uprizorjeno, ker v slovenščini je bila uprizorjena samo enkrat na Igralski akademiji pred mnogim časom in potem v neki tudi že 40 let tega predstavi v ljubljanski Drami. Ja, nič, toliko imam jaz za povedati. Prevod Šole za žene ni bistveno popravljen, je prilagojen novi izdaji, jaz sem ga delal še, Francozi imajo, tako kot imamo mi zbrana dela, imajo plejado, jaz sem delal po eni izdaji iz 70. leta, potem se je pojavila nova, na katero je naletel Janez iz tega tisočletja. Saj v samem besedilu ne more biti nobenih razlik, pač pa je razlika v organizaciji prizorov pa v frekvenci recimo didaskali, ne? In potem smo to uskladili z novo izdajo in je to tako tudi napisano v knjigi. In se zahvalim seveda Matici in uredništvu za to razumevanje in sodelovanje in veselje, ki sem ga čutil, ko smo skupaj delali to knjigo. Hvala lepa. Sicer ste rekli, da je to, kar imate za povedati, ampak vas še ne bom povsem izpustila. Ne nazadnje moram poudariti, da bomo prihodnje leto ob spominjanju na 350-letnico smrti Molierove izdali tudi prevod Ljudomrznika, ki ste ga tu že omenili. Vsekakor pa glede na to, da je Matica izdajala mnoga dramska besedila, prevajalcev že v preteklosti, nekaj ste povedali že, kako ste vi prilagodili prevod Moliera, pa vendarle ta vidik različnosti do sedanjih obstoječih Molierovih prevodov z vašim prevajalskim besedilom. No, prej je Moliera z večine prevajal in prevedel tudi tako rekoč integralnega Josip Vidmar. To so bili klasični Aleksandrinci, Rimani in seveda, ko se morajo rime vrstiti skozi 1600-1800 verzov, verz marsikdaj postane nenaraven, majčkeno zlajnan in tako naprej. No, Tartifan, najbolj znano, je pa prevedel Oton Zupančič. Seveda prevajalcev je bilo prej še več, danes manj znanih, ampak historiat prevajanja Molierovih iger bi bil kar obsežen, ampak nima smisla, da o tem govorim. No, po meni že, ne, kako se to grozno sliši, po meni je začel pa Moliera prevajati Primož Vitez, mlajši kolega, ki se je pa odločil za še bolj svoboden pristop. Že moj je bil rahlo svoboden, ko pravim, da sem prevajal v asonancah, ampak forma je še ostala v mojih prevodih. Je forma še, če ste tudi slišali v interpretaciji, asonance, zvočni stiki, potem metrična shema so opazni. Kolega Primož je pa, kakor sem to pogledal, prevedel pa zelo svobodno v neki bolj ritmizirani prozi, ki z verzom že nima kaj dosti skupnega in njegovi prevodi so tudi dostopni v kakšnih gledaliških listih iz tistih predstav. Za koga drugega, ki bi se pa zdaj lotil tega, pa ne vem. Hvala lepa tudi za ta pogled v historiat prevajanja. Seveda Molier, 400 let, veliko časovno obdobje, Janez Pipan, vi ste ga poskušali prehoditi v svoji spremni besedi. Temeljne, bi rekla, karakteristike tako izbranih del in seveda tudi Molierove dramatike,
kot take nam jih morda čisto na kratko očrtate. Hvala lepa. No, v tem mojem, recimo, skromnem prispevku k tej sijajni knjigi sem pravzaprav še najbolj zadovoljen s tem, da je založba sprejela predlog in prevajalec predtem seveda, da so vse te tri igre objavljene skupaj. Ne? Te tri Molièrove komedije predstavljajo nekakšno trilogijo, njihov nastanek je medsebojno povezan, skratka drugi dve sta posledica kritiških odzivov na komedijo Šola za žene, ki je po krstni uprizoritvi 26. decembra 1662 sprožila silovite polemike, tudi ogorčene napade na avtorja in seveda vodjo takrat najpopularnejšega in izjemno uspešnega pariškega gledališča. Skratka, in med to polemiko, ki je trajala več kot leto dni in v kateri se Molièrovi nasprotniki res niso izbirali sredstev, lotili so tudi njegovega zasebnega življenja in tako naprej. Skratka, v današnjem jeziku bi temu lahko rekli pravi medijski linč, dobesedno, ne, skratka, skušali so ga uničiti, ne, in medtem so nekateri njegovi nasprotniki, dramatiki ali pa tisti, ki so to želeli postati, napisali tudi nekakšne protikomedije in jih potem uprizarjali v konkurenčnem gledališču in potem je tudi Molière odgovoril na te protikomedije z novimi komedijami. Najprej s kritiko šole in potem še z improvizacijo v Versailles. Ne? Vse to je izjemno zanimiv kontekst, izjemno zanimiv moment v zgodovini gledališča, ki po mojem mnenju bi tudi danes, če bi vse tri igre recimo bile uprizorjene skupaj, ne, pomenil neko inovacijo ali pa neko kritično intervencijo v obstoječi družbeni kontekst, ki ni tako različen, kot se nam morda zdi, od tistega sredi 17. stoletja. In to me je pravzaprav pri branju teh treh komedij najbolj vznemirilo in zato sem se pač lotil nekakšne rekonstrukcije in kontekstualizacije. To, kar me pravzaprav pri branju dramskih besedil, tudi ko jih uprizarjam v gledališču, najbolj zanima. Skratka, ne samo tekst, temveč tudi kontekst. Ne? Tekst, ki ne poseže v kontekst, ki ne vzpostavi različnih komunikacijskih povezav z drugimi diskurzi, seveda nima nobenega pomena, je mrtev tekst. Ne? Samo v gledališču je pa to še toliko bolj pomembno. In recimo Molière je Šolo za žene napisal kot prvo komedijo v 5 dejanjih, strogo po recimo aristotelovskih, to je nekoliko v narekovaju, ampak vendarle pravilih, kar je bil velik korak, glede na to, da se je pač takrat menilo, ne, oziroma je veljalo prepričanje, da je v takšni zgradbi funkcionira lahko samo tragedija. Ne, in tragedije so bile tudi zanimivo bolj popularne od komedij. Komedije so, ker so pač ljudje gledali večinoma to poulično gledališče, komedijo dell'arte in tako naprej, ne, podobne te ljudske žanre, sejemsko gledališče, ne, kot je na nek način tudi zdaj ta naš performance tukaj, ne,
so pač to šteli za nek nižji žanr, neko nižjo obliko gledališča in prav to najnižjo ljudsko obliko gledališča je pravzaprav Molière dvignil na raven, ki je bila identična ali pa izenačena s tragedijo. Ne? In kaj je to pomenilo? To je pomenilo seveda, da je s komedijo pravzaprav tudi dosegel neke sicer imaginarne, ampak vendarle povezave v družbi, ki je bila morda na podoben način razbita, raztreščena, kot je današnja, in pravzaprav v pričakovanju nečesa novega. Nek stari čas je minil, bil je na tleh, bilo je tega konec, srednji vek in tako naprej, vse to, ki se je seveda podaljšalo v moderno dobo. Novo je bilo pa še nekje v prihodnosti. Ne? Seveda, to novo ni bilo eno novo je bilo naprimer kraljevi absolutizem, ki se je potem res utrdil do konca že po Molièrovi smrti, Ludvik XIV. Drugo novo je bilo razsvetljenstvo. Razsvetljenska misel 18. stoletja, ki je pripeljala do francoske revolucije, kot vemo, in Molière je nedvomno, in to lahko razberemo tudi iz teh treh komedij, nekakšen predhodnik ali pa predglasnik te razsvetljenske duhovne preobrazbe. Odličen zgodovinski prikaz, pregled Molièrovega časa in seveda tudi njegovega pomena. Vendarle pa dovolite, da morda vas vprašam, glede na to, da izdajamo knjigo. Molière v 21. stoletju. Nekaj smo že slišali z vidika prevajanja, da prihaja do prilagoditev v vedno bolj prozno formo. Vendarle, kaj te komedije prinašajo današnjemu bralcu? Dobro, 21. stoletje se zdi, da ne zanima nič več razen sebe, ne? Skratka, kot da ničesar ni oziroma ni bilo. Molièra je za moderni čas dejansko odkrilo 20. stoletje. Ne? Zanimivo. Ne? Se pravi, gledališče po drugi svetovni vojni je poskrbelo, pa tudi že prej, ne, v celotnem 20. stoletju je poskrbelo najbrž za najbolj radikalne, odmevne, res velike uprizoritve Molièrovih iger. Danes je ta zgodba seveda izčrpana, morali bi začeti na novo. Jaz sem pač se tega lotil tako, da sem začel dejansko popolnoma od začetka, od črke do črke, še enkrat, kot to počnejo recimo tudi nekateri francoski avtori, ki so napisali debele knjige o Molièru in tudi drugi po svetu. Zdi se mi, da pravzaprav je treba, da je Molière tisti, bom tako rekel, ne, Molière tisti gledališki avtor, komediograf, ki ne bo nikoli zastaral ali pa šel v pozabo, ker je to nemogoče. Ne. Molière je svoje komedije napisal na način, da so vedno aktualne. Vedno najdejo neko korelacijo z družbeno aktualnostjo, z duhovnim kontekstom, z vsemi oblikami gledališča, ki so znane doslej. In se pravi, najpreprostejši odgovor na to bi bil, dokler bo gledališče, bo v njem tudi Molière. Ne? In treba ga je samo začeti preprosto igrati. Ne? In se bo pokazalo, kaj je tisto, kar pravzaprav tudi današnji čas
še vznemirja. Seveda v tem primeru konkretno, ne, ob šoli za žene vemo, da je glavna tema te komedije tako imenovano žensko vprašanje, ne, kot se to temu danes reče, se pravi vprašanje ženske emancipacije. In zanimivo, naj to omenim, ne, vendarle, da je eno najbolj zanimivih knjig, ne, na to temo napisala slovenska avtorica, išla je, mislim, da lani, Diana Koloini, se pravi ženske v Molièrovih komedijah. To je že en moment, ki pravzaprav Molièra, ki dobesedno kliče Molièra na oder, ne, danes, ne, čeprav mogoče na odrih se tega še ne zavedajo, ampak kaj pa vemo, ne, mogoče jim bo pa kapnilo enega lepega večera, ne. Seveda so še druge stvari, ne, recimo improvizacija v Versaju, ki je pravzaprav za razliko od šole za žene tip neke odprte drame, dobesedno improvizacije, v kateri nastopajo realne osebe, realni Molière, realni igralci iz njegove skupine in tako naprej, tako se med sabo tudi kličejo, ne, pripravljajo se za neko predstavo, skratka smo na gledališki vaji, ki je popolnoma takšna, kot so gledališke vaje tudi še danes, ne. S to izjemo, da seveda, s to razliko, da, no, če je razlika, je pa problem, da komedija, ki naj bi jo igrali, še ni napisana, igralci ne vejo, kaj naj bi igrali, premiera bo pa vsak hip, ker je kralj pač že na poti v gledališče oziroma v gledališko dvorano, ne. Skratka, ne, mogoče bi igralci lahko tudi navedli kakšen primer iz današnje prakse, ne, da je premiera, jutri je premiera, pa še ne vejo, kaj bodo govorili, tekst še ni napisan, tudi njihove naloge še niso popolnoma jasne, ampak premiera nekako vseeno bo. Ja, hvala lepa, zdaj ste nas nekaj minut prepričevali, kako Molière sodi seveda še na današnji oder in tudi na slovenski oder. Tako da glede na to najbrž upravičeno pričakujemo tudi, da bo Janez Pipan še režiral kakšnega Molièra. Kdo pa je to, Janez Pipan? Ne vem, morda pa bo res, ne. Ne govorim o tem, da bi kako bi rekel, v lastnem imenu, ne. Najbrž pa obstajajo neki potencialni gledalci, ki bi si Molièra želeli gledati, recimo v gledališču. Prepričan sem, ne, da je tako, ne, in prej slej bo treba tem ljudem dati tisto, kar pričakujejo, ne. To ne pomeni, da ne, recimo, da bi Molièrov prizarjali, kot so ga morda v nekem določenem obdobju v preteklih desetletjih, tako kot tisti zabavni del repertoarja, ne, skratka, ne vem, včasih so v nacionalnem gledališču, tako je bila zahtevna sezona, težka, na koncu so dali pa še enega Molièra, tako za sprostitev, ne. Ne, mene bolj zanimajo tiste uprizoritve Molièra, ki bodo otvorile sezone. To me zanima, ne, ker pač Molière ni samo komedijant, čeprav je izjemen komedijant, kot igralec in kot komediograf. Molière je seveda tudi mislec gledališča in mislec časa, mislec družbe. On je bil izjemno razgledan v filozofiji in je seveda s svojimi komedijami tudi vplival na filozofske ideje, ne. Že prej sem govoril o razsvetljenstvu, ne. Tega ni v spremni besedi, ampak
sem vendarle med pripravami prebral marsikaj, kar so različni avtori, recimo francoski in drugi, pisali o Molieru v stoletjih po njegovi smrti, v 18., v 19. stoletju. Ne. Skratka, iz tega je razvidno, da so se neke temeljne filozofske ideje, predvsem pa ideje o družbi, ne, se pravi družbena misel, formulirale prav na temelju branja Molierovih besedil. Hvala lepa, več bomo najbrž povedali na simpoziju o Molieru, ki ga tudi načrtujemo. Zdaj pa predajamo zaključno besedo Molieru in študentom. Niki Manevski, Svitu Stefaniji in Matevžu Slugi. Da vidim, kdo se tamle mota. Kdo ste? Ojla? Ste Arnolf? Ja. Pa vi? Še zdaj je mračno. Horac, pri vas sem bil, vas prosit za prijaznost. Ste zgodaj z doma. Je privid? Utvara? Se še ne bo končala ta zmešnjava? Zares sem bil v strašanski godli. A zdaj, kakor po božji volji, vas srečam v najbolj pravem času. Povem vam, stvar se je iztekla krasno. Celo visoko nad pričakovanji. Navsklic neuzgodi, ki mi skoraj vse pokvari. Ne vem, kako je kdo izvedel za najin opolnočni zmenek. Ako sem splezal tik do okna, prikažejo se čiste groza. Neznanci, da bi me pretepli. Narobe stopim, nisem več na lestvi, res sem pri padcu malo se potolkal, a rešil sem se batin, s kolom. Pomislili so, da sem padel, ker me je zbil prehud udarec. In ko obležal nekaj časa, sem negibno, saj sem občutil manjšo bolečino, verjeli so, med njimi mislim tudi stari, da sem ubit, in silno so se zbali. Povsod tišina, oni pa kričijo, vsak bi na drugega prevalil krivdo. Potem v temi nekdo do mene se pritipa in a sem mrtev, se obraza mi dotika. Lahko verjamete, sem živa priča, da prepričljivo sem igral mrličo. Odidejo in groza jih obhaja. In ko počasi se po konci spravljam, priteče Nežika. Vsa v groznem strahu, saj slišala je govoriti o mrtvaku. No, povedal sem vam, da so prav kričali. Ker vsem tem hrupu in zmešnjavi bila je manj nadzorovana, nemoteno je ušla iz stanovanja. Ko vidi, da sem varno jo odnesel, se skoraj, kaj bi pravil, raztopi od sreče. Nazadnje se odloči moja Zlatka storiti, kar srce ji prigovarja. Da bi vrnila se domov še malo noče. Usodo izroči v te moje roke. Si mislite, kaj bi nedolžni revi togotnež stari vse lahko naredil? In tudi čakala bi hudajo nevarnost, če jaz obnašal bi se z njo manj častno. A ljubim jo s prečisto dušo, da bi oskrunil njeno čustvo. Globoko vredna je drugačne usode. Le smrt od nje razdružiti me more. Domnevam, da moj oče bo ponorel, a čas ozdravi ga togote. Saj slej ko prej bo sam uvidel, da oročen od njene sem miline. Vas pa bi prosil, da bi, kajpak skrivno, sprejeli Nežiko v svojo hišo, kjer pred razbesnjenim viharjem ostala bi kak dan na varnem. Predvsem zato, da se njen beg prikrije in da premotimo slednike. Pa tudi, ker mladenka s fantom sama, ljudem bi hitro med zobe se dala. Edino vam, prijatelj dragi, ki modri ste in preudarni, razkril sem svoja vroča čustva. Zdaj vam še svoj zaklad zaupam. Docela sem vam, vedite, na voljo. Da res izkažete mi to dobroto. Prav rad. Hvaležen sem nebesom, da vam lahko napravim to malenkost. In nikdar z večjim še veseljem izpolnil nisem kakšne želje. Kako naj se zahvalim vam, prijatelj? Sem mislil, da mi boste delali težave, a svetovljan ste. Znate oprostiti mladostni strasti in vročici. Moj človek z njo je tamle za ovinkom. Kako napraviva? Vsak čas se bo zdanilo. Če tukaj jo prevzamem, bo kdo videl. Doma lahko bi sprožil govorice med klepetavo služničadjo. Druge, na samem in v temi bo varno. Najbolj pripraven kraj je moja veža. Previdnost res nikoli ni odvečna. Samo da vašim rokam zaupam, domov jo odsvrem popolnoma brez hrupa.
Usoda, kar si z legami storila, poplačala si s tem darilom. Hvala lepa igralcem. Niki Manevski, Svitu Stefaniji in Matevžu Slugi. In hvala njihovi mentorici, profesorici in igralki Nataši Barbari Gračner. Hvala gostoma, režiserju, profesorju Janezu Pipanu in izjemnemu prevajalcu, uredniku Alešu Bergerju. In seveda hvala vsem vam, ki ste vztrajali tukaj kljub temu izjemnemu hrupu. Janez Pipan me je poskušal potolažiti, da so tako izgledale predstave v Moliérovem času. Naj vas ta misel pospremi v lep dan. Hvala lepa.